Dober večer, lepo pozdravljeni. Nocoj bomo v atriju zaradi knjigarne Azil imeli predstavitev in pogovor o delu oziroma stripovskem romanu v stripu Riyada Sattufa, francoskega avtorja, z naslovom Arabec prihodnosti. Ne bo pa to pogovor samo o tem stripu, ampak se bomo upali, drznili kaj povedati tudi širše. Nocojšnji gosti so prvi na moji levi je gospod Branko Soban. On je dolgoletni novinar in dopisnik iz tujine. Bival je tudi dlje časa na Bližnjem vzhodu in ga dobro pozna. Poleg njega pa sedi dr. Aleš Črnič, sociolog, religiolog in profesor na Fakulteti za družbene vede. Jaz sem pa Bojan Albahari, urednik revije Striburger, ki je izdala to Riyadovo delo. Zdaj, na začetku bi rad najprej vzpostavil nek okvir in kontekst duha kraja in časa, kjer se dogaja zgodba. Zgodba seveda teče, verjetno že veste, govori o otroštvu avtorja. Avtor tukaj skozi to avtobiografsko delo popisuje svoje otroštvo in odraščanje najprej v Franciji, potem pa v Libiji in v Siriji. In pri tem je zelo iskren, brez rezerv in mislim, da imam zakodirano v delu marsikaj, kar se lahko izlušči šele po enem temeljitejšem premisleku. Tako da zdaj na začetku me bo najprej zanimalo, v kakšen svet se je leta 1978 rodil avtor. Spravi, gospod Soban, kako je bilo takrat v Franciji, kako je bilo recimo v Libiji in kako v Siriji? Pa začnimo najprej s Francijo. Kakšne so bile družbene razmere in okoliščine takrat? Ja, glede na to, kar se danes dogaja v svetu, je bila takrat Francija, Sirija, Libija popolnoma drugačna. To je bil svet pred 11. septembrom, ki je dramatično spremenil vso scenografijo in v Evropi, svetu in na Bližnjem vzhodu. V Franciji je bil takrat na oblasti predsednik je bil Giscard d'Estaing, predhodnik Françoisa Mitterranda. Giscard d'Estaing je znan kot avtor Evropske ustave, ki je potem zaradi neja na referendumih v Franciji in na Nizozemskem propadla in rodila se je pol Lizbonska pogodba. V Libiji je bil na oblasti Muammer el-Gaddafi, ki je na oblast prišel z državnim udarom 1. septembra 1969, ko je spodmaknil tron kralju Idrisu. V Siriji je pa takrat vladal, če lahko tako rečem, oče zdajšnjega predsednika Hafez el-Asad, ki so mu pravili lev iz Damaska. Asad pomeni lev v arabščini. V bistvu diktator, ki je Siriji vladal 30 let, oblast je prevzel leta 70, se pravi še pred Muammerjem el-Gaddafijem, in vladal do smrti leta 2000, ko je oblast prevzel zdajšnji predsednik Bašar el-Asad. Zanimivo je, da je tudi tukaj ena zanimiva povezava med očetom in sinom. Tudi Hafez el-Asad si je želel postati zdravnik, ampak mu starši tega nekako niso dovolili, niso omogočili in je šel na vojaško akademijo in postal vojak. Sin Bašar, ki zdaj vodi Sirijo oziroma ostanke Sirije, če smo bili natančni, pa je postal zdravnik, oftalmolog, študiral v Londonu in postal predsednik v bistvu po sili razmer. On ni imel političnih ambicij. Predsednik je v bistvu postal zato, ker je starejši brat Bazil, ki je bil nekako predestiniran, da nasledi očeta, umrl v avtomobilski nesreči. Jaz sem takrat bil na Bližnjem vzhodu, ko je zgodaj zjutraj divjal približno 200 km/h
s svojim avtomobilom na letališče in v gosti megli treščil in se ubil, ne. In so pol v bistvu čez noč nekako morali najti novega naslednika in ga našli v Bašarju, ne. Se pravi, tukaj je v bistvu, čeprav je šlo za nekakšno, v narekovajih, republiko, je bila v bistvu monarhija, ne, ko je oblast prehajala z očeta na sina, ne. Ampak, če me sprašujete o razmerah takrat, ne, seveda v Libiji in v Siriji, kjer se dogaja tale rabec prihodnosti, je seveda takrat bil mir, ne, za razliko, mir seveda v narekovajih, ne, ampak položaj je bil vendarle bistveno drugačen, ne. Zdaj v obeh državah zdaj vlada popoln kaos, ne. Libija je razdeljena v bistvu na pol, en del imajo v rokah islamisti, ki so v Tripoliju in okolici, drugi malo bolj zmeren del bazira v Bengaziju in Tobruku, ne. Še hujše je pa seveda v Siriji, kjer se pa zdaj spopadajo ne samo različne sirske frakcije in politične struje, ampak v bistvu že kar ves svet, ne. Takšna je bila takrat, mislim, dramatična razlika, ne, med letom 1978, ko se je rodil Riyad Satuf, in današnjimi razmerami na Bližnjem vzhodu, seveda razlika je naravnost dramatična. Kakšen je pa bil odnos recimo Francije kot neke kolonialne velesile do Libije in Sirije, ki sta tudi sodile nekako v njeno interesno sfero? Ja, Libija v bistvu ne. Francija je imela nekdanje kolonije tukaj v Magrebu, ne, Maroko, Alžirija, Tunizija, potem pa še na temle vzhodnem Sredozemlju, ne, kjer je po tistem znamenitem sporazumu Sykes-Picot podpisan oziroma sklenjen je bil točno pred 100 leti, ne, leta 1916, za hrbtom Arabcev, ne, ki so bili v bistvu s tem sporazumom grdo izigrani. Če bo treba, lahko malo več povemo o tem. Prihodnje leto je pa še ena pomembna obletnica, ne, Balfourjeva deklaracija, 100 let. Se pravi, po temle sporazumu Sykes-Picot je Francija dobila Sirijo in Libanon, ne. Zato je Sirija takrat sploh, ne, bila nekako bolj vezana na Francijo, ne. Libija pa ne, Libija ni bila nikoli pod francoskim vplivom, ne, tam, kot vemo, je bila Italija, ne, okupator. In če sem že glih pri Libiji, ne, jaz lahko rečem, da sem zelo dober prijatelj z zelo znanim libijskim pisateljem, ne, Hišamom Matarjem, ki je, njegov oče je bil eden, Džabala Matar je bil eden glavnih opozicijskih voditeljev v Libiji in ga je Gaddafijev režim, so ga zaprli in je izginil neznano kam, ne, in Hišam Matar ga v bistvu išče očeta že vse življenje in je o tem napisal 3 romane, ne. Prvi je preveden v slovenščino, Dežela mož, priporočam v branje, šel je pri Modrijanu, izjemna knjiga. Letos je pa izšla njegova 3. knjiga, ki se imenuje Vrnitev, Return, piše v angleščini, ne. New York Times jo je uvrstil med 10 najboljših knjig letošnjega leta. V njej pa opisuje točno to svoje iskanje. Po 33 letih se je prvič vrnil, ne, ko je padel Gaddafijev režim, se je po 33 letih, ne, odšel je kot otrok, po 33 letih se je prvič vrnil v Libijo in išče očeta, sprašuje njegove najbližje sodelavce, znance, sorodnike, sprašuje politike, ampak očeta v bistvu ne najde, ne. No, in prav on
prav Hišam Matar tudi v tej knjigi to omenja, mi je povedal še za 3. 11. september. Ne. 1. 11. september se je zgodil v Čilu, ne, ko so vrgli Allendeja, drugi, ki ga pozna v svet, 11. september 2001. 11. septembra 1936 so pa Italijani ubili oziroma obesili, ne, najprej je bil ranjen, ujet, pol pa obešen, legendarni vodja libijskega upora proti Italijanom, ne, Omar el-Muhtar, ne, na katerega so se sklicevali vsi, ne, tudi Muammar el-Gaddafi. Recimo, ko je bil na uradnem obisku v Italiji, je imel tukaj na prsih sliko Omarja el-Muhtarja, ne, tako da 11. septembrov usodnih, nekateri so usodni samo za posamezne države, tale 11. september v New Yorku je bil usoden za ves svet, imamo kar nekaj. Profesor Črnič, kakšna je bila neka duhovna klima, nek miselni okvir Arabcev v Libiji in v Siriji v tistem času, če vzamemo zakup recimo kompletno njihove kulture, no, bom uporabil množino. Ja, najprej hvala lepa za vabilo Stripburgerju, forumu za strip, ZRC-ju, Azilu za ta večer. Super strip je, mislim, meni je fenomenalen. Vprašanje je pa zelo široko in sicer ne, ampak mislim, da lahko ga navežemo na tukaj, kjer smo že začeli zares. Skratka, lepo potegne lok, ne. V bistvu gre za strip, ki izgleda izjemno aktualno, zelo je prepričljiv. To, da je narisan in napisan iz perspektive otroka, je posebej memljivo in učinkovito zaradi številnih razlogov, ampak o tem mogoče malce kasneje. Hkrati pa vendarle je treba pomisliti, se prisiliti, ki ga bereš, da vendarle gre za zgodbo, ki se je dogajala konec 70. in predvsem v 80. letih. In svet je bil, cel svet je bil zelo drugačen. Najprej seveda, skoraj zagotovo najprej zaradi 11. septembra 2001, ki ga gospod Soban omenja, in je to v bistvu prelomnica naših življenj. To je simbolni vstop v 21. stoletje, začetek tako imenovane svetovne vojne proti terorizmu, neka točka, na kateri takratna Bushova administracija manihejsko prebarva svet v črno-belo, dobro, zlo, to je v osnovi religijski diskurs, se spomnimo tistih govorov Bushovih, ne, tega nasilnega, kdor ni z nami, je proti nami in tako naprej. In od takrat naprej še veliko bolj, kot smo pa že prej, zares, ne, vlečemo enačaj, ko rečemo svetovna vojna proti terorizmu, običajno terorizem enačimo z islamom, kar je seveda huda napaka, veliko ideologije je v tem in veliko nevarnosti, oziroma gre za neko spiralo, ki sproža zmeri nove dogodke in nas vleče vse bolj v to godljo, iz katere se ne vidimo ven. Še neke druge stvari so se seveda dogajale pred tem 11. septembrom, jaz mislim, da velja omeniti ravno tisto obdobje, kjer se začne zadeva, ne, avtor se rodi leta 1978, eno leto in 2 leti kasneje, leto 79 in leto 80 sta prelomni za naš svet v tem smislu, da se takrat v praksi začne udejanjati neoliberalna revolucija. Leta 79 pride na oblast Margaret Thatcher, leto zatem hollywoodski zvezdnik prevzame prvi hollywoodski zvezdnik prevzame predsedniški pač ovalno mizo v Beli hiši, Reagan, ne, in v bistvu to sproži v praksi neke procese, ki jaz mislim, da so neposredno pripeljejo potem do 11. septembra. Ne. Tako da veliko stvari se je zgodilo od takrat do danes. Svet je zelo drugačen, kot je bil, ne samo zato, ker ga mi beremo drugače, ker seveda smo bili takrat tudi, nekateri smo bili, sem ravno začel v osnovno šolo hoditi in seveda je bilo vse drugače zame, ampak danes, ko sem že kakšno knjigo prebral in ko gledam nazaj, vidimo, da gre za zelo drugačen svet. Vprašanje kulturne klime, vprašanje religije in tako naprej, bojem, če sem prav razumel, ne. Seveda za Arabce je religija bila zmeraj zelo, zelo pomembna, v zgodovini, predvsem pa od 7. stoletja naprej, ko nastane islam. Vendar pa je treba poudariti, da v
tistem času se je v arabskem svetu dogajalo marsikaj in da je na nek način islam imel manjšo vlogo v njem, kot pa ima danes. Še zmeraj je imel zelo pomembno vlogo, tudi v samem stripu vidimo, je pač islam, sicer se strip ne ukvarja kaj zelo posebej eksplicitno z islamom, ampak je neka kulisa, ker je pač nujen, običajen del vsakdanjega življenja. Ampak vendarle so to neka drugo obdobje, ko je panarabizem živel, pa bomo mogoče o tem kasneje še kaj rekli, ko je imela socialistična ideja oziroma različne socialistične ideje veliko vlogo v samem arabskem svetu in je bil islam ena od ideologij. Kasneje zaradi že nakazanih oziroma omenjenih procesov od neoliberalizma 11. septembra in tako naprej, pa nekatere od teh stvari zamrejo in zares pride ta islamska identiteta še bolj na površje, predvsem pa ne samo islamska identiteta, ampak ena izmed teh začne prevladovati, ta bolj islamistična, zares ekstremistična in tako naprej. Kako pa recimo, gospod Soban, kako pa vi vidite iz tistega časa pa do danes družbene pa tudi kulturne spremembe v arabskem svetu, konkretno v Libiji in v Siriji od takrat do danes? Ja, malo tega sem že omenil, spremembe smo bili vsi priče naravnost dramatične, padec Muammerja al-Gaddafija, katastrofalno stanje v Libiji, popolno razsulo, tisti, ki so lahko kam zbežali, so zbežali iz Libije, kakšnih perspektiv, da se bo stanje prav hitro uredilo, ni. Še huje pa seveda v Siriji. Zdaj, Hafez el-Asad, ko je prevzel oblast, najprej bil leta 1963 udar, 70. leta je on prevzel vodenje Sirije, je v bistvu začel dramatično obračunavati s politično opozicijo, ki so jo predstavljali v glavnem muslimanski bratje. Tudi pri muslimanskih bratih je takrat prišlo do enega razkola, nastali sta dve krili, eno je imelo sedež v Damasku, drugo v Hami in Alepu. No in tisti so bili malo bolj radikalni, če lahko tako rečemo, in leta 1982 je prišlo do krvavega pokola, ko je Hafez el-Asad zbombardiral Hamo. To je eno prekrasno mesto, zlasti stari del Hame, jaz sem tam bil, seveda pred zdajšnjimi dogodki, ko sem bil dopisnik na Bližnjem vzhodu, sem v bistvu prepotoval celo Sirijo in v bistvu ves arabski svet, bil sem praktično v vseh državah, od Maroka in Zahodne Sahare do Irana. V Mauritanijo mi ni uspelo, takrat se je zelo težko dobilo vize. In ta Hama je v resnici bila ena sirska Gernika, to mesto je bilo popolnoma uničeno, zbombardirano, natančnih podatkov, koliko je bilo v resnici mrtvih, ne ve nihče. Nekako podatki se vrtijo od 20 do 40 tisoč ljudi. Stari del Hame je bil tako rekoč zravnan z zemljo. Ko sem jaz bil v Siriji, takrat so nekaj obnovili, ampak tista Hama ni več tisto, kar je bila. Se pravi, režim je bil izjemno trd v Siriji za časa Hafeza el-Asada. Jaz sem se pogovarjal z več ljudmi v Siriji in tudi s sirsko diasporo. Ena takih mojih sogovornik je bila Rana Kabani, znana sirska pisateljica, hči še bolj znanega sirskega pesnika Nizarja Kabanija. Ona je o tem sama napisala nekaj knjig, govorila mi je strahotne stvari. Recimo v Siriji so bile za časa očeta Asada
pravi gulagi, ne, kot nekoč Sovjetski zvezi. S tem, kot mi pravi Rana Kabani, s tem, da v bistvu so bili skriti pred očmi. Ogromno zaporov je bilo zgrajenih pod zemljo, ne, in tu v več nadstropjih. Tile gulagi, mi je pravila, so imeli po 4 nadstropja pod zemljo. Ne. Tako da teh zaporov mnogi niso vedeli, ne. Damask je bil do te vojne prekrasno mesto, ne. Sprehajaš se po, naprimer pred mošejo Majado, ne, eno najbolj znamenitih stavb nekdanje arhitekture. V bistvu se pa ne veš, ne, da so nekje pod teboj zapori, v resnici grozljivo stanje. Tam opozicija v bistvu ni mogla funkcionirati, ne. Eden najbolj groznih zaporov je bil pa Tadmor, to je pri Palmiri. Tam so iz tega zapora, tisti, ki je preživel, so tudi prehajale grozljive zgodbe. In za eno od teh mi je pa povedal tale znameniti libanonski pisatelj, sem se z njim pogovarjal, Elias Huri, pozna enega sirskega pisatelja, ki je napisal knjigo o tem zaporu, se imenuje Školka. In pravi Elias Huri, ki je v resnici velik mojster pisane besede, velik pisatelj, pravi, da kaj tako grozljivega, tako pretresljivega, ne, kot je ta roman, zdaj se ne spomnim imena tega avtorja, da kaj tako pretresljivega v svojem življenju ni bral, ne. Ta človek je preživel, ampak je bil en popolnoma drug človek, ne. Pol, ki je bil na svobodi, se je srečal tudi z enim sozapornikom, ki mu je edini pomagal, ne, v tisti grozoti, in tale avtor, ki je napisal to knjigo, je nekako preživel pol svobodo, ne, nekako je tiste travme iz zapora predelal. Njegov prijatelj, ki mu je edini pomagal, se je pa na svobodi obesil, ne. Mislim, v bistvu sploh, ko si prišel, če si živ prišel iz Tadmorja, tudi v tej svobodi nisi mogel več živeti, ne, ker so bile travme tako grozljive. Se pravi, stanje, ne, v Asadovi Siriji, ne, je bilo grozljivo, ne. Mislim, če nisi bil lojalen, ne, je bilo po tebi. Ne vem, jaz sem se pogovarjal z ogromno ljudmi, ne, eden od teh je bil tudi karikaturist, ne, Ali Ferzat, ki je dobil pred 3 ali 4 leti je dobil tudi nagrado Saharova. On je še zdaj eden najbolj znanih karikaturistov, ampak čim se je v karikaturah dotaknil kaj Asadove družine, kaj političnega, je bilo po njem, ne. In ko se je začela arabska pomlad pred 5 leti, ne, so mu zato, da bi prenehal risati, zlomili obe roki. Ne, in po tem dogodku je s tistima zlomljenima rokama odšel v Združene arabske emirate, ne, tako da zdaj ni več v Siriji. Stanje v Siriji pa se je seveda dramatično, mislim, kaj dramatično, grozljivo, ne, se je spremenilo s tem, kar se zdaj dogaja. Ta vojna, kjer noben ne ve, kako se bo razpletla, noben ne ve, kako bo Sirija izgledala, ko bo ta vojna nekako ustavljena, ne. Zdaj, ko se je Rusija vključila v to vojno, ne, so stvari postale še bolj grozljive, ne. Bombardiranje Alepa, ne, ki je bilo tudi prekrasno staro mesto, ne, jaz sem tam bil. Mislim, to počnejo Asadovi in Putinovi piloti, ne, in to bombardiranje Alepa je na las podobno bombardiranju Groznega, ne. Jaz sem bil v uničenem Groznem, ne, leta 2000, takrat ena hiša ni bila cela, ne, nekaj podobnega očitno želijo Putin in njegovi Asadovi zavezniki narediti z Alepom, ne. Humanitarna katastrofa, vojni zločini brez primere, o katerih se obnašamo, kot je pred časom zapisal Financial Times, ne, do krize v Siriji se obnašamo kot stalinisti, ne. En človek je tragedija, ne, 1 milijon mrtvih je pa statistika. Če se zdaj navežem nazaj na Rabca prihodnosti, na zgodbo iz knjige.
Riyadov oče je bil sirski študent, ki je prišel študirati v Francijo. Razumem, da so se Sirci mogoče odločili za študij v tujini ravno v Franciji, ker so mogoče poznali bolje francoski jezik in so bili bolj pod vplivom pač francoske kulturne sfere. Ampak kako pogosto je bilo to? Vi ste omenili prej enega od Asadov, ki je prav tako študiral v tujini. A je bilo to takrat bolj pravilo ali izjema? Ker recimo v primerjavi z bivšo Jugoslavijo, ki je bila članica gibanja neuvrščenih, smo imeli precej tudi tujih študentov, ne, pri nas. Kako je bilo s tem takrat recimo v Franciji, med Sirijo in Francijo? No, ogromno Arabcev je v Francijo prihajalo študirati predvsem iz Magreba, ne, Tunizija, Alžirija, Maroko, logično, so bili še do nedavna kolonije. Iz Sirije malo manj, ampak tudi je manj kot iz Magreba, ne, ampak so prihajali. So prihajali tudi zaradi tega, zaradi kolonialne dediščine, zaradi jezika, ne, Pariz je vendarle en tak svetovni center, ampak seveda problem je bil ni mogel vsakdo študirati v tujini, ne, ali si mogel biti nekako v teh krogih, ki so bili elita, moral si biti izbran, tako ali da drugače. točno izbranec, ne, mislim, mogel si biti del elite, mogel si biti lojalen oblastem, ne. Recimo, če si bil lojalen, je morda država tudi dala kakšno štipendijo, ampak kdor ni bil z režimom, ne, ni bilo šans, da bi študiral v tujini, ne. Tudi zaradi tega je morda iz Sirije bilo v Franciji bistveno manj študentov. Ampak Bojan, kot praviš, ja, tudi tukaj smo jih imeli, ne, jaz se spomnim, jaz prihajam iz manjšega slovenskega mesteca dobrih 80 km severovzhodno od tukaj, iz mesta, ki si je ob koncu Jugoslavije dodalo k svojemu imenu tudi ime takratnega predsednika, Titovo Velenje je bilo to nekoč. In jaz se spomnim kot mulc, ne, ravno v tem obdobju, se spomnim eksotičnih ljudi, večinoma moških, tudi kaj žensk, ampak večinoma moških, ki so iz različnih delov neuvrščenega sveta, ki je takrat bil velik in pomemben del sveta, hodili na neke, sploh ne vem točno kakšne programe, ker Velenje univerze ni imelo sploh, ampak neke srednje šolske in še neki in tako naprej. Tako da je tudi z tega vidika zadeva zanimivo drugačna, da smo tudi v našem prostoru bili v tistem času, ki ga popisuje ta knjiga, v mnogo pogledih dosti bolj multikulturni, kot pa smo danes. Dobro, no, hvala za ta poudarek. Bom pa se spet vrnil k Riyadovemu očetu. On je namreč vse skozi celo knjigo, on izraža privrženost idejam panarabizma. Kako bi vi najprej definirali ta pojem, kako naj to razumemo, kaj to sploh je, kako je do tega sploh nastalo? Profesor Črnič. To je kompleksna zgodba, no, ampak če jo poskušamo čisto na kratko, tam nekje, če se ne motim, gospod Soban bo zagotovo še kaj lahko več vedel, kaj jaz pa me popravil, ampak nekje konec 30-ih, druga polovica 30-ih let 20. stoletja se začne to gibanje in potem ni čisto jasno, da res nekateri govorijo o arabskem nacionalizmu in tako naprej, čeprav mislim, da tukaj je treba biti bolj. Panarabizem je bilo gibanje, ki je želelo seveda v tistih zadnjih izdihljajih kolonialnega sveta povezati arabske nacije oziroma bi panarabisti rekli arabsko nacijo v ednini, zares ena zelo, mogoče glavna veja seveda si je eksplicitno prizadevala za združenje v eni sami državi, druge za različne variacije tega povezovanja in skratka ta ideja, da so Arabci zares ena nacija, če že ne rečemo narod, ne vsaj, in da se morajo povezati, bodi si v eni državi, bodi si v neki malček manj trdni, bolj ohlapni, ampak vendarle federalni ali kakšni drugačni obliki. Skupno arabskim narodom ali pa različnim državam arabskim je seveda najprej jezik, kultura, religija zagotovo, ampak kot sem že rekel, v času panarabizma je vsaj tako kot religija bila povezovalna
tvorba so bile ideje socializma. Zdaj, mogoče sam res z enim stavkom, pa da ne gremo v globine, ker nimamo toliko časa, zadeve so se seveda ves čas so se vejale, različne interpretacije so bile tudi znotraj samega gibanja so se dogajali spori. Povezava panarabizma konec koncev z temi našimi kraji v kontekstu neuvrščenih je bila tudi kar močna in jasna in tako naprej. Potem ideja zares še danes živi, ampak je neprimerno šibkejša, kot je bila v bistvu vse te spremembe, ki smo jih že opisovali, ne, od neoliberalizma, potem 11. septembra, svetovne vojne proti terorizmu, so vsaka po svoje prispevale k temu, da ideja se ni dokončno nikoli realizirala in da so danes zadeve zares, oziroma da so da je ideja šibkejša, da so tudi arabske države med sabo nekatere sprte, nenehno poseganje zahodnih sil v arabski svet in nasplošno na cel Bližnji vzhod seveda pripomorejo k temu. Jasno je, da je ideja panarabizma bila vse prej kot dobrodošla za zahodni svet, ne, za hegemonske sile, najprej za te velike kolonialne sile, tukaj imamo eno in to je zelo pomembno, ne, ta kolonialna povezava, in potem po drugi svetovni vojni, ko je Evropa razrušena, takrat seveda se uspne v glavnega hegemona, se uspnejo Združene države Amerike, ki jim pa seveda tudi nikakor ni bilo v interesu, da bi se Arabci močneje povezali. Kratek povzetek. Prosim, ja, gospod Soban. Če smem tukaj dodati, ne, omenjena so bila 30. leta, ne, takrat je začela nastajati stranka Bas, ne, Michel Aflaq, ustanovitelj, takrat v Siriji in Iraku, ne, kasneje je prišlo do razkola med sirsko in iraško stranko Bas. Michel Aflaq je bil sovražen v Siriji in je pokopan v Bagdadu. Zdaj pravi vzpon ideje panarabizma, ne, da ne gremo preveč v zgodovino, ne, se je začel s Sueško krizo, ne, leta 1956, ko je Egipt takrat seveda tudi s posredovanjem Američanov, ne, nekako zmagal v tej vojni, da ne gremo preveč v detajle. Takrat je triumfiral Nasser, ne. To so bila leta vzpona ideje panarabizma, ne, začele so nastajati, države so se začele združevati, ne, Združena arabska republika je nastala, Egipt pa Sirija, ampak ta ljubezen ni trajala dolgo, ne. Ideje o združevanju več arabskih držav v eno je imel tudi Gaddafi, ne, zlasti po smrti Nasserja, ne, Nasser je bil njegov veliki idol, nekako se je videl za naslednika, ampak seveda sta bila vendarle to politika povsem različnega kova, ne, Gaddafi nikoli ni imel karizme, ki jo je imel Nasser, ne, logično. No, pol se pa zgodi junijska vojna leta 1967, ne, to je bila katastrofa za arabski svet in takrat je ta ideja... In za Izrael, ne? Ja, seveda. Takrat je ta ideja panarabizma začela nekako upadati, ne, in konc panarabizma je bilo seveda s podpisom miru z Izraelom leta 1978 v Camp Davidu, ne, ko je bil Egipt, ne, država, ki je bila nekakšna gonilna sila te ideje, je postala v bistvu izolirana popolnoma v arabskem svetu, ne. Celo sedež Arabske lige so takrat iz Kaira prenesli v Tunis. Sadat, ne, v bistvu velik politik, pa je ta sporazum seveda plačal življenjem, ne. In po 80. letu, ne, je pa v bistvu ideje panarabizma, ne, tudi zaradi popolne razdrobljenosti in seveda zaradi vpliva velikih sil, ne, zlasti Amerike, panarabizma ni več in v 80. letih pa začne pridobivati islamizem, ne, dobi zagon. Sprav, če prav razumem, je praznino, ki ga je potem panarabizem pustil za sabo, so nadomeščali razni islamizmi. Večinoma ja. Večinoma ja, tudi nacionalizmi, zares, ne, in islamizmi, vse bolj. In z vsakim nadaljnjim upletanjem Zahoda, še posebej, a ne, po 11. septembru, zares z vsakim posegom, v bistvu, kot da gasimo velik požar z oljem. Z vsakim posegom
je v porastu, ne, islamizem. Če smem tukaj dodati, ne, tudi te različne politične struje in ideje panarabizma in potem po 80. letu ideje islamizma, različnih struj, ne, islam je zelo, imamo več struj, ni to ne Meka. Tudi znotraj islamizma zares, tako je, absolutno. Gilles Kepel, tale francoski strokovnjak, ne, lepo dejal, ne, da Meka ni islamska Moskva, ne, islam je zelo razdrobljen, ne. No, zdaj sem pa zgubil rdečo nit, ne vem, kaj sem. No, to je pomemben point zares, pomembna točka, ki jo velja, kadarkoli zares se pogovarjamo o islamu in tukaj, kot sem rekel, je nekako kontekst, je nekako ozadje, ne, je skozi islam, čeprav ni v prvem planu, je točno to, ne, islam je izjemno heterogena kultura zares, ne samo religija in to je dobro vedeti, včasih pozabljamo, ne, ko govorimo o islamu, islam je islam, daleč od tega, izjemno heterogen je, ne samo, da pač Meka ni islamska Moskva, ne, tudi zares tako religijsko kot kulturno. Islam nikoli ni imel česarkoli podobnega, kot poznamo v rimokatolicizmu, ki ima seveda svoj center v Vatikanu, sveti sedež, ki skrbi za pravoverje, konec koncev. In tudi zato je v islamu nekaj, česar ne samo, da ne vemo, ampak se nam zdi, da je ravno obratno. Islam je veliko bolj heterogena, veliko bolj pestra religija, kot je kadarkoli bil katolicizem. Zato, ker nikoli ni imelo neke vrhovne avtoritete, ki bi skrbelo za pravo vero in preganjalo krive vere, zares. Zato toliko veliko, in to že stoletja, zares, ne, tako veliko različnih pravnih šol, bi rekli, znotraj islama, bi rekli, ne, muslimani, ki so gojili in to v zelo kompleksne višave, zelo različne religijske in tudi konkretne družbene, pravne in ostale teorije in prakse, zares, ne. To danes v tej sploščeni percepciji Zahoda in vsega ostalega zmeraj znova pozabljamo. Sploh se o tem več zares v vsakdanjem življenju skoraj da o tem ne da nič več zvedeti, ne, v tej heterogenosti in pestrosti. No, to sem hotel reči, ne, zakaj tudi eden od vzrokov za vsa ta vrenja, ne, v arabskem in islamskem svetu. Najprej so Arabci sanjali o samostojnosti, ne, ves arabski svet je bil v bistvu kolonija, ne, najprej so bili Turki, potem so bile zahodne velesile, sanjali so o samostojnosti, ko je prišla pa samostojnost, je pa prejšnjega gospodarja, ne, nadomestil nov diktator in so bili spet tam, kjer so bili. Nikoli niso doživeli tiste svobode, o kateri so sanjali, ne, tudi recimo zgodba Lorenza Arabskega, ne, ki je pomagal Arabcem, potem so bili pa spet prevarani, ne. Zato so se nenehno dogajala ta vrenja v arabskem in islamskem svetu in zato so islamska gibanja postajala zmeraj močnejša, tudi zaradi teh frustracij. Hvala. Ne gre samo za islamska gibanja, ne gre res za islamizem, spon islamizma, se pravi, gre za radikalne interpretacije, ki so fundamentalistične, se pravi, ustrajajo na dobesednem branju svetih spisov, dobesednem upoštevanju svetih spisov kot normativnih navodil, ki jih je treba upoštevati tudi tukaj in zdaj za življenje v sedanjosti, v modernem svetu, ki so sovražna do drugačnih, ne samo do drugih religij, še bolj do sekularizma seveda, ampak tudi do drugačnih interpretacij islama, ne. Tako da ne gre samo zato, da je islam pridobil ali pa različni islami, ampak posod začnejo pridobivati neke zelo podobne islamistične verzije, ne. Najlepša hvala za ta pojasnila. Mislim, da smo mogoče zdaj dovolj dobro opisali en kontekst in okvir, v katerem se dogaja ta zgodba. Zdaj me pa zanima nekaj tudi več o sami zgodbi. Se pravi, tu zdaj sledimo mlademu Riyadu Satufu, ki se v vseh teh selitvah in spremembah se nekako odziva kot otrok, ne kot sodobni bralec, kot mi, ki beremo to zgodbo. In on svet tako radovedno opazuje s svojimi velikimi očmi, ampak in pri tem ne sodi, samo opisuje in popisuje, kaj se mu dogaja. Pogosto so mu neke navade nenavadne ali pa bizarne, pa jih vseeno recimo začne kopirati kot vsak otrok, ki se uči delovanja v svetu s tem, da oponaša druge. In on sicer doživlja kulturni šok ob selitvi v arabski svet iz Francije, čeprav je zelo mlad, tu pri 5 letih še ni tako močno akulturiran po moje v Francijo in francosko kulturo, kot bi se mogoče mislili, ampak
Zdaj me zanima glede tega kulturnega šoka, ki ga bralec doživlja močneje, kot ga je sam otrok doživljal oziroma avtor. Gospod Soban, kako ste recimo vi doživljali te kulturne razlike med nekdanjo Jugoslavijo pa arabskim svetom, kjer ste delovali in živeli? Ja, no seveda ta sprememba, jaz sem prišel na Bližnji vzhod kot dopisnik dela leta 1991, ne. Jugoslavije takrat že ni bilo več, ampak na Bližnjem vzhodu je pa še zmeraj obstajala, ne. Ko sem v Kairu urejal dokumente, ne, akreditacijo in te stvari, so tile gospodje, ne, na pristojnem ministrstvu rekli, kakšna Slovenija, kaj je to, ne. So rekli, mi nič ne priznavamo Slovenije, priznali, v resnici so jo priznali šele leta 1992, ko sem jaz eno leto že tam bil. In so rekli, ti lepo prinesi dokumente. Rdeč dokument, ne, onega te starega. Ti lepo prinesi dokumente z jugoslovanske ambasade. So mi povedali, kje je, ne, na tisti ambasadi je bil včasih v službi tudi pokojni predsednik Drnovšek, ne, za časa Jugoslavije, ampak kot so mi povedali, ni prav dolgo zdržal, se je malo naveličal življenja v Kairu. No, takrat, ko sem pa jaz prišel v Kairo, ne, to je bilo jeseni 1991, je bil pa veleposlanik Hrvat, zdaj se ne spomnim priimka, ki zaradi razpada Jugoslavije ni mogel spraviti domov. Takrat je bila v Kairu, je ambasada organizirala eno veliko razstavo Tjuhe. Slik njegovih. Ja, in mi je pol tiste slike kazal v njegovi rezidenci, ki jih ni mogel zaradi vojne, ki se je že začela v Jugoslaviji, jih ni mogel spraviti domov, ampak ste imeli s sabo jugoslovanski potni list rdečega tudi, a ne ste imeli oba? Ja, oba. Pa ste več rabili rdečega k temno plavga? Leta 1991 jugoslovanski, ja, ker Slovenija ni bila priznana, ne, aprila 1992 je zunanji minister Rupel prišel v Kairo in podpisal sporazum in od takrat smo Slovenci lahko uporabljali, seveda pol smo uporabljali samo slovenski potni list, ne, do takrat pa smo mogli tudi jugoslovanskega, ne, se spomnim, jaz sem, kot sem rekel, sem prepotoval ves arabski svet, ne, in sem takrat imel eno turnejo po zalivskih državah, ne. In se dobro spomnim v Katarju, ne, v Dohi, pravi on na meji, mislim malo zlobno, ne, pravi, vi ta jugoslovanski potni list, kar še imejte, ga boste še dolgo rabili, pravi. Ne, seveda to že naslednje leto se je stvar spremenila, ne, se pravi, jaz v resnici, ko sem prišel na Bližnji vzhod, ne, v Kairo, je tudi zame, ne, zato nekako mi je všeč ta zgodba zapisana v temle Arabcev prihodnosti. Tudi moj prihod na Bližnji vzhod je seveda bil neke vrste kulturni šok, ne. Dejstvo je, da mi na Zahodu, zdajšnja dogajanja so to jasno pokazala, premalo poznamo Bližnji vzhod, ne. In mi tudi v nekdanji Jugoslaviji smo živeli skupaj z muslimani, ne, so bili na Kosovu, v Bosni, v Sandžaku, v Makedoniji, ampak šele, ko prideš v islamski svet, ne, ko začneš tam živeti, ko se moraš nekako prilagajati novemu temu kulturnemu miljeju, v bistvu vidiš, da smo premalo vedeli, ne, čeprav smo živeli skupaj, ne, v nekdanji državi, ki je v resnici bila multikulturna, ampak se mi zdi, ko zdaj človek gleda nazaj, da te multikulturnosti nismo znali dovolj izkoristiti in spoznati naše sobrate, sosede. Tako da je bila tudi zame, ne, bil prihod na Bližnji vzhod taka v resnici ena velika sprememba, ne, ampak kot seveda novinar sem to sprejel kot izziv in vsak dan raziskoval, odkrival svet in moram reči, da sem jaz tam izjemno užival v tem delu sveta. To je zame eden najbolj zanimivih delov sveta. Žal ga zdaj pretresajo te dramatične vojne, ne, tako da
so možnosti za potovanja, ne, po arabskem svetu zdaj bistveno drugačne, kot so bile takrat. Ampak kljub temu priporočam vsakmu, ne, to je resnično ostane za zmeraj zapisano, ne, v človeku tisti svet, ne, ki je kljub istemu jeziku, podobnemu jeziku, podobni zgodovini, podobni kulturi, vendarle dokaj različen. Ne. So države, ki se Jemen je bil zame ena fascinantna država, ampak se popolnoma razlikuje od drugih arabskih držav. Ne. Tudi tam je bila panarabska ljubezen, ne. Najprej sta bila dva Jemna, ne, ki sta se pol severni pa južni, tudi režima sta bila popolnoma drugačna, ne, v južnem je bil čisto sovjetski režim, ne, v severnem Jemnu malo manj tak diktatorski. Zaradi te panarabske ljubezni sta iz dveh Jemnov je nastal eden, ampak že 94. leta, ne, sta se pa hotela ločiti, ne, je izbruhnila vojna med obema Jemnoma in takrat sem jaz, ko se je ta vojna začela, sem šel ta Jemen pogledat, ne. Od nekdaj sem hotel videti Aden, ne, tudi zaradi Josepha Conrada in Lorda Jima, ne. Ko sem gledal ta film s Petrom O'Toolom, ne, pa bral knjigo, sem rekel, Aden moram videti in je res eno tako fenomenalno mesto, ampak takrat, ko sem jaz bil, je bil precej razdejan od vojne, ne, ker se je vojna v bistvu je že bila v zadnji fazi. Tako da ja, je popolnoma drug svet, ne, mi ga na Zahodu ne poznamo, ga sprejemamo stereotipi, predsodki in v bistvu zato en tak kulturni šok doživlja tudi tale otrok v tej knjigi, ne. On po očetu je Arabec, ampak arabskega sveta pa ni poznal, ne, ker je pač rojen v Franciji in ga začne odkrivati in spoznavati prav s prihodom v Libijo in Sirijo, ne, v dve državi, kjer se v bistvu zdaj dogaja največja drama. Ja. Ja, ampak ga doživlja kot otrok, kar praviš, Bojan, in to je seveda pomembno. Kot otroci smo veliko bolj odprti, tako smo narejeni, antropološko smo tako zgrajeni, da se pač socializiramo in sprejemamo stvari, kakšne pač so. Dovolj mali še je, ki gre, ne. In mislim, da je to ena krasna pozicija zares, s katere nam odpre ta svet avtor, ne. On je skratka z eno nogo v zahodnem svetu, mama je Francozinja in z drugo nogo seveda v arabskem svetu in potem kot mulček se preselijo najprej v Libijo, ne. In tudi se vidite gor, so skozi, ne, že vizualno zares ga vidimo, ne, mali luškan in bel je, skozi je, ne, brezbarven, bel, skratka brezmadežen in tako, ne. Mislim, da to ni naključje, seveda tudi na vizualni ravni, kar potem vidimo tudi pri sami zgodbi, čeprav je vešče lepo zapakirano in ni zelo nasilno na prvo žogo, ampak ta nedolžna pozicija otroka je tista, s katere si avtor dovoli povedati marsikaj. Mnogo več, kot bi si lahko dovolil povedati, če bi bil glavni junak odrasla oseba. Ne? V nekaterih točkah sam menim, da gre čisto do roba zares in mislim sicer, da ga ne prestopi, da ne zdrsne v orientalizem ali v kakšne druge posplošitve, tudi zato, ker je pač vešč zaradi te svoje vsaj bikulturnosti. Ne? Sicer pa ja, je radikalen, ne, se spomnim se, fascinanten, zabaven, pa hkrati tako malček, res se vprašaš, ne, je tisti insert, ki pravi, pridejo nazaj, ne, iz Libije v Francijo in neki sorodniki ali prijatelji in tako hočejo govoriti z njim arabsko. In čeprav se je seveda že naučil, noče, ne, in potem pove, ko sam zase pove, nisem hotel govoriti arabsko, zato, ker me arabščina spominja na zvok, takrat, ko bruham, skratka zveni, ko bruhanje, ne, arabščina. In je, ne, če bi to tudi iz stripa, ki je seveda medij, ki omogoča veliko distance, veliko več kot pa mogoče navadna knjiga, zagotovo pa veliko več kot film, ampak če bi tudi v stripu zares to izrekla odrasla oseba, bi bila zadeva zelo delikatna in bi šla čez rob, tukaj pa mislim, da gre samo do roba. Sej ni naključje zares, oziroma ni izjema tukaj, da Riyad Satufsi ni prvi izmislil tega, da zgodbo pripoveduje skozi oči otroka, teh zgodb poznamo v sodobni, pa tudi starejši literaturi, kar
kar nekaj, tudi v stripih konec koncev, ne nazadnje Marjana Satrapi, ki z svojim Persepolisom pride prva na misel, tudi prvi del skozi oči otroka pove. Tudi pri nas konec koncev imamo ne tako daleč nazaj, čeprav je to že predzadnje delo Semire Kentrić, Balkanalije, odraščanje v bivši Jugoslaviji in tako naprej. Skratka, zdi se mi, da je ta pozicija, ta očala, ki jih dobimo z glavnim junakom, ki je otrok, da je zelo plodna in da nam omogoča bolj raztegniti to optiko na svet, ki je seveda delikaten, občutljiv v tem sedanjem trenutku, ko ga razumemo tako zelo sploščeno in ko vsaka delikatna omemba zares problematičnih stvari nosi s sabo nevarnost, da prehitro zdrsnemo v posploševanje. Mislim, da prekrasno pokaže problematičen odnos islamskih družb do žensk, skozi mamo. In ga ne prikaže skozi nobeno eksplicitno vprašanje, skozi nobeno nič, ampak samo kako preprosto je mama skozi v ozadju in tu in tam kaj navrže, ampak kako je zares čist zadnji. Izjemno nežno naslika nekaj, kar je danes na prvi bojni liniji zares tistih islamofobov, ki zares jim je zadnja skrb vloga žensk doma, oziroma jim ni zadnja, če so doma, zares, in so z idejo pravic oziroma enakopravnosti spola zares so predvsem islamofobi, skratka, to hočem reči. Skratka, tukaj te nevarnosti mislim, da se vešče izogne zato, ker je pač zelo inteligenten strip, konec koncev to ni njegov prvi strip, avtor ima silovito kilometrino, dela tudi filme, zelo uspešne filme, nagrajene filme in tako naprej. Hkrati pa nekaj temu pripomore tudi ta optika, pozicija, pripoveduje namreč otrok. In tukaj, kot ste rekli, zelo modro vodi ta strip, vse gre postopoma, ta kulturni šok se ne zgodi naenkrat, gre korak za korakom in tudi ta patriarhalni odnos, ki se recimo prebudi v očetu, se dogaja že tam nekje bolj proti koncu tega prvega dela, kar je zanimivo, čeprav je oče doktor znanosti, čeprav je intelektualc, čeprav je živel v Franciji, žena je Francozinja, čim pride v tisto okolje, v Siriji, pri starših, pri sorodnikih, se v njem začnejo prebujati te njegove korenine. Temu rečemo moč kulture, kultura. Kako pa mislite, da je sploh prišlo do te odločitve, da se tako neposredno in brez zadržkov prikaže, odpre to mogoče gnojno rano in prikaže neke nelaskave stvari znotraj arabske kulture? Je to mogoče avtorjev način spopada z simbolnim očetom oziroma oidipalni umor, ker pač oče bil panarabist in tega sigurno si ne bi želel slišati? A pa mogoče gre za naključno ujemanje s trendi v sodobni literaturi, ki je prav tako izredno razgalja, brez zadržkov, zelo brutalno prikazuje vse tiste stvari, ki bi jih načeloma lahko tudi zamolčali, pa jih ne. Ja, pač seveda, lahko je oboje, po mojem. Zdaj, kakšna je osebna zgodba avtorja in kako je on obračunaval ali ni obračunaval z očetom, tega ne vem, ampak seveda, možno je oboje. Gre preprosto za soočanje z svojo osebno zgodbo, se mi zdi. Zgodba je dosti intimna in v tem smislu tudi zaradi tega verjetno še bolj prepričljiva. Vsaj jaz osebno sam sem jo tako doživljal. Drugače pa pač, ja, gre za obračun z svojim otroštvom, svojo zgodbo, ki je pač slučajno takšna, kot je. Na križišču sil, ki so ključno oblikovale naš svet in ga še oblikujejo. Zato je tudi univerzalno zanimiva, zato presega zgolj neko malo osebno zgodbo nekje na nekem dvorišču. Tako da sam osebno zdaj ne vem, ne poznam dovolj dobro kontekstu, da bi še kakšen dodaten motiv tukaj videl, ampak kot sem rekel, avtor je zelo plodovit, med drugim, in to mislim, da je tudi zanimivo. Jaz sem to šele kasneje zvedel. Jaz nisem vedel, Riad Satuf je bil celih 10 let, polno desetletje, je bil redni sodelavec, se pravi vsak teden je narisal kratek strip za Charlie Hebdo, za francoski satirični tednik, ki so ga, zdaj bo 2 leti, odkar so postrelili velik del uredništva, 2 islamista.
Skratka, Riad Satuf je bil 10 let, polnih 10 let je vsak teden narisal kratko pasico stripa za Charlie Hebdo. In ko potem, jaz ne poznam tistih njegovih stripov od tam, čeprav mislim, da so tudi išli potem v posebni knjigi ali celo več njih, zveščičih, ampak ko primerjam humor Charlie Hebdoja s tem stripom, vidim, da gre za zelo, zelo drugačen humor. To je zanimivo, jaz sem o tem tudi nekaj pisal po tistem, po tistem seveda tragičnem in vsega obsojena vrednem incidentu, potem, ko se je svet za nekaj kratkih trenutkov poenotil pod sloganom Je suis Charlie, mi vsi smo Charlie, in smo s tem zaprli prostor za razmišljanje in tako naprej. Skratka, tukaj smo pri tem kompleksnem vprašanju sodobnih trkov med svobodo mišljenja, svobodo govora, svobodo izražanja na eni strani in religijsko svobodo na drugi. To je eden od številnih incidentov, kjer sta ti dve svoboščini zelo trčili in s tem, ko je svet se poenotil, tudi se spomnimo tistih milijonskih protestov v Parizu in številnih drugih mestih, ki pa so imeli tisto sramotno prvo vrsto politikov z dolgim praznim prostorom, varovanim za njimi, politikov, med katerimi jih več kot polovica precej brez zadržkov in učinkovito zatira svobodo mišljenja in njegovega izražanja doma, so se tukaj in tudi muslimane seveda, so se deklarativno poenotili pod sloganom Mi vsi smo Charlie. Jaz sem takrat, nisem bil seveda niti približno edini, nekaj nas je bilo, ki smo opozarjali, da pač kakor ni tabujev za humor, tudi ne more biti tabujev za našo percepcijo humorja, in prišel do sklepa, da pač je humor Charlie Hebdoja bil večinoma sicer levičarska, radikalna revija po sami orientaciji meni osebno sicer blizu, ampak se ni dalo zares, se ne da še zmeraj izogniti občutku, da je humor Charlie Hebdoja prevladujoče, ne izključno, ampak prevladujoče humor, že če pogledamo fotografije brutalno umorjenih karikaturistov, gre za večinoma za starejše bele moške. In če poskušamo razmišljati o kontekstih, o trkih in tako naprej, ki jih imamo, potem je treba se vprašati tudi o naravi našega humorja. No, Riad Satuf pač dokazuje, da, se pravi, res me zanima in se moram potruditi pogledati, kaj je risal za Charlie Hebdo, ker ta humor je drugačen, ta humor je, Bojan, kot si sam opozoril, že zares gre, oziroma ta zgodba, se ne gre toliko za humor, gre za autobiografsko zgodbo, ki gre zelo do roba, zares je radikalna, brutalno pokaže njegovo izkušnjo, zgleda prepričljivo, nikjer se nam ne pojavi pač vprašanje, ali se zdaj izmišljuje ali se ne in tako naprej, ampak nikjer pa mislim, da ne gre niti približno tako zelo čez, kot je Charlie Hebdo namenoma in načrtno pogosto šel. Malo manj politično, Malo manj politično, vendar že dolgo vemo, kako je lahko osebno, intimno, še najbolj politično in ravno zaradi tega, ker ni politično na prvo žogo, mislim, da je še veliko bolj učinkovito. Ravno skozi te mikrozgodbe, kot sem že rekel, način, kako naslika svojo mamo, nobenega velikega vprašanja ne odpre o njej, nobenega velikega vprašanja o ženskah, kako s njimi ravnajo in tako naprej, ampak ves čas, skozi vse te segmente in potem, ko odložiš, pa razmišljaš, se res, za Božjo voljo, kaj pa mama, zakaj pa nikoli nič ne reče, ima sploh ona kakšno besedo? In tako naprej. Način, ki je seveda veliko bolj subtilen mogoče za množice, zagotovo za množice, zato ostane neopazen, ampak za tistega, ki ima voljo in ki se mu da pač malo bolj pogledati in si vzeti trenutek, pa veliko bolj učinkovit. V tem svetu, v katerem nas bombardirajo z slogani, ki ne smejo biti daljši od 3 besed. V tem smislu mislim, da gre za delo, ki je seveda bolj zahtevno, ampak hkrati je to delo, ki je na nekem višjem nivoju in zato je to nekaj, kar je pač literatura, umetnost, kakorkoli so še te izrazi danes v teh naših postmodernih časih mogoče vprašljivi. Še ena zanimivost, to v bistvu se predstavlja kot graphic novel, se pravi grafični roman, risoroman, nekateri pri nas prevajajo in tako naprej. In to je nekaj, kar je v zadnjih letih zelo v vzponu zares. Ena od tistih stvari, ki se zelo dogajajo po celem svetu zares, imamo te veliko autobiografij, zelo veliko in tako. Zanimivo, zakaj ne uporabljajo besede strip,
sem malo razmišljal o tem in zato, ker, kako se reče v angleščini stripa? Imamo kakšen drug izraz razen comic books. Ne, v ameriški angleščini so komiks, ampak komik pomeni comedy, komik, skratka neke šalive, ali se zafrkavamo, skratka ali gre za humor, ali pa imamo predvsem v ameriški tradiciji, imamo super junake, vseh teh Superman, Superwoman, Spider-Man, Batman in tako naprej. Ne. Skratka beseda strip nima te ne, zelo enodimenzionalna je, komik označuje eno tanko linijo, strip pomeni pa mnogo več, kot da se mi zdi, da imamo v slovenščini boljši izraz. Ne tako, ravno kar zares, par mesecev nazaj smo imeli v Vodnikovi domačiji razstavo slovenskega stripa z naslovom To je orožje. Iztok Siter je uredil katalog, ki je zares v bistvu monografska predstavitev slovenskega stripa v 20. stoletju, kjer pokaže, da je slovenski strip v Sloveniji imel že pred drugo svetovno vojno, potem skozi celo vojno, po vojni in tako naprej, da je imel ves čas, ni bil komik, ampak je bil družbeno kritičen, je bil subverziven, ne, zelo dekonstrukcija in tako naprej. Ne. Tako da v Sloveniji imamo zares neko zelo bogato tradicijo tega stripa in verjetno zato nimamo težav s tem, da rečemo tako dobri, kompleksni knjigi, prepričljivi knjigi, ki je zares na nivoju literature, da je rečemo strip. V angleščini bi pa res to ni komik. Ne. Tako da v tem smislu res razumeš, zakaj so morali izumiti graphic novel. Se pravi, lahko ugotovimo, se bomo strinjali, da je tudi neka moralna sodba prisotna v delu, ni pa na prvo žogo, oziroma je treba malo zakopati pod površje, da bi jo našli. Ne vem, če gre za moralno sodbo, ne moralizira strip, ne? Strip nas slika in pusti. Ne? On nič ne reče, okay, je to dobro ali slabo. Ne? Kot sem rekel že v Mami in tako. Sploh se ne vpraša, sploh ne reče, a je kaj narobe s tem, kako so mojo mamo tretirali tam, kamor smo šli, se pravi v Libijo in v Sirijo. Sploh ne pridemo do tega vprašanja. Ampak zdi se mi, da zelo inteligentno in vešče to vprašanje nariše v drugem planu, ves čas. In kdor hoče videti, vidi, ne? To, kar je zares problematično. In podobno je z drugimi stvarmi. Jaz ne vem, Branko, ste vi videli, ampak jaz ne vidim niti ene velike teme, da bi odprl na tak deklarativen način in da bi v tem smislu bila moralna sodba. Ne? Nikakor ne moralizira. Nariše skozi svoje oči otroka, vidi ene stvari, ene zelo brutalno in neposredno, ampak to so te malenkosti zares, ki so brutalne in tako. Ne? Tako da v tem smislu meni se zdi, da strip absolutno ne moralizira. Ja, zame, ko sem to prebral, sem rekel, to je res en odličen uvod v poznavanje Bližnjega vzhoda za tiste, ki ga ne poznajo dovolj. Ne. Sem pa naletel na en trenutek, ki se mi je pa zdaj tako zelo pomenljiv, pa tudi precej direkten, ne, v tem smislu, tako da bi vam mogoče oporekal. Gre za situacijo, ko otroci stopnjujejo kletvice, ne, in potem učijo malega Rijada, kako se preklinja po arabsko, in potem je mati in oče in vera in prerok. In nekje na vrhu te lestvice je najhujša žaljivka je ta, da nekomu rečeš, da je Jud oziroma Žid. Zdaj, očitno gre za en izraz arabskega antisemitizma, ki ga mi še manj poznamo kot lastnega evropskega. Ste se vi, mogoče gospod Soban, srečali s tem? Imate kakšen komentar na to? Ja, gotovo, ne, seveda, če si na Bližnjem vzhodu, če živiš tam nekaj let, ne, vidiš to sovraštvo, seveda ne vseh, ne, intelektualci na stvari vendarle gledajo bistveno drugače, ne, sprejemajo realnost, ampak dol v tistih množicah, ne, v masah, ne, mase so tiste, ki v času panarabizma, ki so premikale stvari naprej. In tudi v času arabske pomladi. No tudi, seveda, logično, ja, spet mase, ne, brez množic ni nič, ne. Se pravi, v teh množicah pa čutiš to sovraštvo do Izraela, ne, zdaj, ok, da ne gremo pregloboko, zdaj, glavni vzrok v arabskem svetu za sovraštvo do Izraela je Palestina, ne, palestinski problem, ne. Tudi pravijo, palestinski problem je mati vseh problemov na Bližnjem vzhodu. Ne. Če bi bil palestinski konflikt rešen, ne bi odpadle mnoge druge krize. Ne. Ta Palestina nenehno regenerira, nekako zmeraj vsak mu pride prav. Ne. Tudi politika zlorablja, ne, palestinsko vprašanje, ne, tudi pri Arabcih, ne, za svoje cilje. Ne. V bistvu zanimiv je egiptovski primer, ne. Vsi egiptovski voditelji, ne, zlasti Pol Mubarak, ne, Sadat je
naredil mir z Izraelom in to plačal življenjem, ne, ampak Mubarak je tudi nenehno govoril o Palestincih, ko je bilo pa treba, ko so pa Izraelci napadli Gazo, ne, prvič, pol drugič in tretjič, je pa zaprl mejo z Egiptom, ne, da Palestinci ne bi bežali na varno Egipt, ne. Ker je sam režim v Kairu videl v Hamasu nekakšno nevarnost, ne. Ker v bistvu Hamas je nastal v bistvu iz muslimanskih bratov, ne, ena veja. In muslimanski bratje so pa za Mubaraka in zdaj za Sisija, ne, najhujše možno zlo. Se pravi, to sovraštvo v resnici v arabskem svetu, sovraštvo do Izraela, ne, ki je nekakšen, oni pravijo nekakšen tujek, ne, ki ne sodi tja, je v bistvu glavni vzrok, ne, za antisemitizem, ki ga srečuješ na ulici, ki ga srečuješ, ko se pogovarja z ljudmi. Ne, sam in tja se tudi dogajajo incidenti, ne, v Kairu ima Izrael ambasado, v bistvu je bil Egipt edina, dolgo časa edina arabska država, kjer je obstajala, ne, izraelsko veleposlaništvo, ampak zaradi varnostnih razlogov, ne, security, danes posod na Bližnjem vzhodu in v Ameriki govorijo samo security, so to ambasado postavili v enem nebotičniku, zdaj se ne spomnim, jaz sem tam bil, ker smo od začetka še rabili vizo. Tam v 90-ih letih smo za pot v Izrael rabili vizo, ne, zdaj pol je bila ukinjena, ne rabimo več. Se pravi, sem bil v tistem nebotičniku nekje v 12., 13. nadstropju. Tako da ti, mislim, en človek z ulice ne more priti čez vse tiste kontrole in lifte, ne, gor do ambasade, ampak... Tam se pa tudi ne da vršiti gor, ne? Ja, no, ampak ker se pa ni dalo z lifti, ne, so pa enkrat z raketo, ne. So spustili raketo v nebotičnik, ne, sovražniki Izraela v Egiptu, ki jih je vendarle ogromno, ne, se zaradi tega je Sadat plačal življenjem, ne. Tako da Palestina je tisti glavni generator sovraštva do Izraela na Bližnjem vzhodu. Čas se nažal izteka, bi pa vaju pa rad vseeno vprašal še po eno vprašanje vsakega, ker se mi zdi pomembno. Profesor Črnič, od Edwarda Saida naprej poznamo pojem orientalizem, ne. To je pač eno poseben način naziranja, razumevanja, tudi tretiranja arabskih in drugih vzhodnih kultur. Zdaj me zanima prvič, ali moramo tudi to knjigo mogoče brati upoštevajoč ta orientalizem, se pravi to, da mi nimamo mogoče najboljše slike in da ga mistificiramo, da ga bodisi demoniziramo ali pa fetišiziramo, ta vzhod. In drugič me zanima, če bi lahko po analogiji z orientalizmom lahko govorili tudi o okcidentalizmu, se pravi o načinu, kako vzhodni svet vidi zahodni svet. Ja, seveda, po Saidovem orientalizmu zagotovo beremo vse te stvari drugače. Svet je drugačen po njegovi knjigi, s tem, ko nam tako zelo prepričljivo pokaže, kako je naša optika zmeraj. Hočeš, nočeš, zares obremenjena s to kolonialno zgodovino, ki se razteza vse do današnjih dni, tudi postkolonialni svet je seveda in današnji svet tukaj in zdaj zares, ne, je zelo determiniran z geostrateškimi, ekonomskimi, političnimi, vojaškimi interesi Zahoda. Prej so bile to pač kolonialne države, kot smo že rekli, ena glavnih med njimi Francija, seveda Velika Britanija, tudi številne druge, v Libiji Italija zagotovo. Po drugi svetovni vojni pa so to Združene države Amerike. Jasno, Saidova knjiga je pač nujni pripomoček, nujna leča, ki si jo moramo ustaviti nasploh, ko opazujemo svet okrog sebe in tudi za to knjigo je več kot dobrodošla. Kot sam opozarjaš, ne, zares ponekod gre zadeva, avtor pač pripelje svojo
zgodbo, svoj pogled do skrajnosti, zelo je kritičen in tako naprej in to ne škodi. Mislim, da ima pač to srečo, ki je osebno verjetno na nek oboje tudi sreča, zagotovo pa tudi prekletstvo, težava, to, da je pač z eno nogo seveda v zahodnem svetu, z drugo nogo v arabskem svetu in ta njegova bikulturnost, ki mu pomaga pri razumevanju, včasih ga pa seveda tudi nekako uvira, ampak je to na nek način dobro cepivo proti orientalistični leči ali pa proti okcidentalistični, ki mislim, da gre za zelo dobro vprašanje in seveda zmeraj so obstajale te percepcije, stereotipne percepcije, se poznamo, to je staro kot človeštvo, kot človekova kultura, so stereotipna dojemanja drugega. Skupnost se zmeraj zares homogenizira po enoti, zares ugotovimo, kdo smo, šele na ta način, ko ugotovimo, kdo nismo. In da ugotovimo, kdo nismo, rabimo nekoga drugega, ki vidimo, kdo nismo, ta drugi z velikim D. Tako da okcidentalizem seveda zagotovo obstaja, islamizmi vsi zelo intenzivno gojijo ravno to, najbolj popreproščeno vejo črno-belega manihejskega sveta, po katerem je vse slabo, seveda prihaja iz Združenih držav Amerike in njenih zaveznikov, med katerimi smo tudi mi. Hvala za pojasnilo. Gospod Soban, še za vas eno vprašanje, pa bomo potem zaključili to, tako da vas bom mogoče prosil za eno tako udarno misel. Zdaj bom postavil tezo, oziroma vas bom kar vprašal, kako pomembno se vam zdi, da so sodobni mnenjski voditelji, ki so pač lahko tako novinarji, ki imajo moč vplivati na javno mnenje, kot tudi umetniki, v primeru Riyada Satufa, avtentični oziroma zvesti resnici in da pišejo brez izpuščanja, brez olepševanja, prikrajanja dejstev. Sprašujem zato, ker vsakršen aktivizem, tudi ko gre recimo za aktivizem za človekove pravice, je vsakič nujno pristranski, kaže vedno eno plat in se izogiba obojestranskem prikazovanju. Medtem ko pa recimo Florence Hartman v nedavnem intervjuju sem pobral, da je rekla, pol resnice je celotna laž. Spravi, če spustite nekaj, niste naredili manj, kot če bi sploh bili tiho. Kako bi vi komentirali sploh skozi pač vaše novinarsko delovanje oziroma kot novinar? Ja, jaz bi rekel, se v bistvu vprašanje je povezano s prejšnjim. Absolutno, v resnici. Mislim, da Zahod, ves čas ta islamski svet, arabski svet gleda skozi prizmo stereotipov, na osnovi predsodkov. Ga ne poznamo dovolj, se premalo ukvarjamo z njim. Jaz sem se z islamom, se nisem srečeval samo na Bližnjem vzhodu, z njim sem se srečeval tudi kot dopisnik iz Moskve, ves Kavkaz je islamski, vsa Srednja Azija je islamska, jaz sem se to prepotoval. In seveda tudi Rusija ima strahotne probleme z islamom. Mi v bistvu sploh ne vemo, da je Rusija največja islamska država v Evropi, brez Turčije. Tam živi več kot 20 milijonov muslimanov. Tega podatka mi sploh ne vemo. Ampak v sovjetskih časih so se z islamom obnašali, so se do islama obnašali drugače kot danes. Obstaja ena izjemna knjiga in film, ki ga v Rusiji vrtijo za vse praznike skoraj, je postal ena taka ikona, to je Belo sonce puščave, kjer glavni junak pravi, Vastok delo tjonko je, kot smo že rekli, vzhod, islam je občutljiva stvar. In nekako na ta način ga moraš tudi sprejemati, mislim, sprejemati ga moraš s poznavanjem, z dialogom, ne pa na ta način, kot je z islamom počela Amerika po 11. septembru. Se že prej, ampak takrat je bil dokončen prelom. In jaz sem bral eno sjajno knjigo enega ameriškega profesorja, zdaj se ne spomnim njegovega imena, Mahmud je nekaj takega, ki ima naslov Good Muslim, Bad Muslim. Bush je rekel, Bush mlajši pravi, vsi tisti muslimani, ki niso z nami, so slabi muslimani. Tisti muslimani, ki so pa z nami, so pa morda dobri muslimani, ampak to, da so dobri, morajo šele dokazati.
No, Trump bo pa neselektivno izgnal vse. Ja. No in na tak način, kot je Bush in vsa ameriška politika obravnavala islam po 11. septembru, ga žal obravnava večina zahodnih politikov in tudi precejšen del zahodne javnosti, zlasti ljudje, ki islama, Bližnjega vzhoda, arabskega sveta ne poznajo. Ne? In tukaj prav 11. september je najbolj dramatično pokazal tudi odnos medijev do islama. Mediji so po 11. septembru v bistvu padli na pomembnem izpitu. Veliko je bilo laži, tudi podtikanj, namernega zavajanja in to je dejal tudi takrat Edward Said, da so zahodni mediji v bistvu s pristajanjem na laži, ki jih je servirala politika, v bistvu tudi sami postali del vojne proti terorju. Jaz moram reči, da ameriški mediji, seveda v Ameriki je ogromno dobrega novinarstva, to mislim, so mediji, zlasti tisti, ki niso del mainstreama, imajo vrhunske strokovnjake, profesionalne novinarje. Ameriškem novinarstvu so spoznali napako, tudi tile mainstream mediji so jo začeli popravljati in so začeli poročati bolj pošteno, bolj nekako bližje resnici. Jaz mislim, da je treba o vseh stvareh uporabljati izključno resnico in ne pristajati, tudi če ta resnica seveda boli, in ne pristajati za vse strani, za tiste, ki napadajo, za tiste, ki se branijo, in ne pristajati na tale Orwellov novorek, ki postaja nekakšen obvezen sestavni del današnje politike, ko je vojna mir nenadoma, ko je laž nenadoma resnica in ko je suženjstvo nenadoma svoboda. Temu se moramo odločno upreti in tukaj jaz moram reči, tudi v moji hiši, jaz sem bil seveda odločno, po 11. septembru, jaz sem bil odločno proti vsem vojnam, ampak ta moj glas je bil nekam utišan v redakciji, nenadoma ena velika euforija za vojne, za odstranjevanje diktatorjev, ampak problem vseh teh vojn, ki se, recimo, vojna v Afganistanu, jaz sem bil v Afganistanu, ko se je začela vojna, oktober, tale, zdajšnja, oktobra, novembra. Začeli so že Rusi daleč nazaj, kdaj že 80, kdaj so začeli Rusi? Ne, 79, do 89, 10 let. Zdaj, ko se je začela tale nova vojna proti Afganistanu, po 11. septembru sem jaz tam en teden bil. Mislim, da sem bil tam konec oktobra, začetek novembra. Ta vojna traja, zdaj je že v 16. letu, mislim, vojna v Iraku traja tudi že 13 let, od leta 2003. Ta vojna je sploh problematična v Iraku. Že kar nekaj časa je, kar smo uspešno odstranili diktatorja, in kakšni so rezultati. V Libiji smo govorili, kjer smo uspešno odstranili diktatorja in kakšni so rezultati in tako naprej. Problem tu sem hotel reči, teh vojn, ki trajajo zdaj že poldrugo desetletje, je, da je Amerika imela samo plan A, odstranitev diktatorja, plana B, kaj bo pa pol, pa ni bilo. Zato imamo zdaj popoln kaos, popoln kaos, ki poraja samo nove katastrofe. Še zadnje vprašanje, ampak res kratko, toliko da povzamemo za oba. In sicer, če lahko v 2-3 stavkih na kratko poveste, kaj mislite, kaj je največji prispevek Arabca prihodnosti, kaj nam sporoča, kaj nam pove, kaj je tu največja pridobitev, kaj bi vi izpostavili? Ne vem, taka, ni spektakularna knjiga, ni knjiga, ki spreminja svet in to, ampak ravno skozi to pristno, malo zgodbo, skozi male oči dobesedno, mislim, da učinkovito in v skladu s tvojim prejšnjim vprašanjem zares
ki je sicer kompleksno vprašanje. To je vprašanje zadnjih 30-40 let v družboslovju in humanistiki, teh številnih obratov, ki vse bolj govorijo o tem, da pač neke popolne objektivnosti seveda ni in da je zato treba preprosto iskreno predstaviti stališče in stvari in tako naprej. Tudi v družboslovnih metodologijah že sprejemamo, da pač velja tudi aktivistično delo, nečemu, imamo nek pristop v družboslovju, ki mu rečemo kako že action research, ali pa participant action research, se pravi akcijsko raziskovanje z udeležbo in tako naprej, ko greš z zelo jasno vizijo noter, z zelo jasnim stališčem in to. In to že samo družboslovje, sama znanost zares, ki mora zelo striktno upoštevati pač neke epistemologije in metodologije in tako neka pravila, da je lahko znanost, prihajamo že v 60 let naprej konec koncev do tega, številne nove vede od ene takšne se tudi diplomiral, tako točno na tem, kulturologija je to, točno na tem bazirajo, da pač ni treba nujno na vsak način vzdrževati te neke klinične distance in objektivnosti, nekaj, kar imamo v slovenskem novinarstvu usiljeno že kar nekaj časa, strani politike, da je zmeri treba. Skratka, da je lahko, če si pošten, če pošteno opišeš in priznaš svojo pozicijo in pošteno opisuješ dogajanje okrog sebe, da ni treba se delati, kot pa da nimaš stališča, kot tudi imamo stališče in dober novinar lahko ima stališče. Tudi tisti kvalitetni ameriški mediji počnejo stvari, ki so pri nas nepojmljive. New York Times, naprimer, ki verjetno še zmeraj velja za zelo soliden medij, čeprav tudi trendi pri njemu grejo navzdol, tako kot druge pri Guardianu in tako, ampak je še zmeraj eden top 5 tiskanih medijev na svetu, pred vsakimi ameriškimi volitvami v uvodniku podpre enega od kandidatov. A je zato slab medij, je to slabo novinarstvo, je to neobjektivno novinarstvo? Mislim, da ne nujno, tam ni. In ali je že vsako novinarstvo, ki se dela, da je klinično čisto in da nima nič z ničemer, že dobro novinarstvo, niti približno ne nujno. Ampak odgovor na tvoje težko vprašanje je tako, Rabec prihodnosti ne bo spremenil sveta, lahko pa je za tiste, ki imajo oči, da vidijo, lahko eye-opener, ravno skozi neko malo zgodbo, ki učinkovito slika te pikice, te drobce, iz katerih so zmeraj sestavljeni mozaiki naših življenj. Tukaj mi zgleda zelo iskren, ne špara, ampak ni navijaški in ne moralizira, ne zavzame za res navijaško nobene od pozicij. To je tisto, kar mene osebno prepriča in zaradi česar res lahko toplo priporočam ta strip v branje. Predvsem pa zaradi česar že nestrpno pričakujem, kaj se zgodi v drugem delu, tako da prosim. Bomo upoštevali, hvala. Gospod Soban, imate še vi komentar? Jaz bi tukaj sam dodal, da New York Times je v bistvu naredil eno pravo revolucijo, ko je prvič v zgodovini na naslovnici napisal, da Trump laže. To se je prvič zgodilo v zgodovini novinarstva in to me je spomnilo na tisto znano zgodbo o Isidorju F. Stoneu, enemu očetov raziskovalnega novinarstva. Ko so ga študenti novinarstva vprašali, na kaj bodo posebej pozorni, je on rekel samo en stavek: vlade lažejo. In na to mora biti v resnici pozoren vsak novinar in imeti neko distanco do vsega, kar prihaja iz uradnih krogov. In jaz se trudim to početi v moji karieri. Glede knjige bi pa ponovil samo to, da je v resnici ta knjiga po svoje imeniten uvod v Bližnji vzhod za tistega, ki ga premalo poznajo. In tudi sam, ko sem knjigo končal, sem rekel, Madonna, kaj pa zdaj naprej, zdaj pa čakam, kaj se bo naprej zgodilo, ker se mi zdi, da se prave stvari šele začenjajo. Super, gostoma najlepša hvala najprej za zelo izčrpne odgovore, lahko bi se še dolgo pogovarjali o tem in hvala tudi vam, ker ste zdržali toliko in imeli toliko potrpljenja. Vas bom še vprašal še pred zaključkom, če ima kdo kakšno vprašanje za goste iz publike. Prvič, drugič, tretjič. In predano. Tako da najlepše se zahvaljujem še enkrat našim gostom, gospodu Branku Sobanu in profesorju dr. Alešu Črniču, pa tudi vam, ki ste nas prišli poslušati. Rad bi vam še povedal, da je knjigarna Azila odprta danes še do 9, tako da lahko si zagotovite tam še svoj izvod Rabca prihodnosti in najlepša hvala za udeležbo.